No, naslednja bo pa Meta Remec, znanstvena sodelavka Inštituta za novejšo zgodovino v Ljubljani. Poznamo jo predvsem po tematiziranju higiene v dobi meščanstva, odnose do prehrane, alkohola, tobaka in še česa v dolgem 19. stoletju. V zadnjem času pa se v okviru svojega RRS projekta posveča tudi zgodovini in percepcijam samomora na Slovenskem od druge polovice 19. stoletja do sodobnosti. Drugače bo pa danes predstavila predvsem zdravstveni vidik staranja. Dober dan, hvala vsem za pozornost. Danes bom povedala nekaj več o tej dilemi, torej kako postati zdrav, kako postanemo stari, torej kaj narediti. Torej nekaj več bom povedala o želji in hrepenenju po dolgem življenju, torej o izvoru teh idej, o podaljševanju človekovega življenja in njihovem razcvetu v 18. in 19. stoletju, ko je na Zahodu pod vplivom postopne sekularizacije, in prepričanja, da ima človek nadzor nad lastno usodo, prišlo do bistvene spremembe, torej od tega, da je postati star bil cilj, se pravi z geslom, če bomo imeli srečo, bomo nekoč stari, se pravi si moral imeti srečo, da si postal star, do tega, da ljudje niso hoteli več umreti, torej da smrt in posmrtno življenje ni bilo več tisti končni cilj. Ne samo to, tudi postarati se niso želeli več, cilj postane popolnost bivanja, sreča, zdravje na tem svetu, se pravi hrepenenje iz posmrtnega življenja se prenese v sedanje življenje. Torej to je nekakšen začetek formiranja nove religije, religije zdravja, vse postaja podrejeno lovu na večno mladost, oblikuje se zapleten sistem pravil obnašanja, prehranjevanja, čustvovanja, mišljenja in tako naprej. V različnih obdobjih, torej če spremljamo razvoj recimo skozi 200 leti, so se pojavljale ves čas zelo take eksotične metode, ki naj bi človeku bodi si ohranile, bodi si povrnile mladost, tudi to naj bi bilo mogoče, vsekakor zavrle staranje in podaljšale obdobje zdrave odraslosti, se pravi, kateri del življenja torej sedaj podaljšujemo. To ni otroštvo, to je tista zdrava, delavna, aktivna, odrasla doba. To se poskuša čim dlje podaljšati. Kaj je zdaj to bilo? To je bilo recimo jemanje erzena, reklamirali so ekstrakte iz ščitničnih žlez, transfuzije krvi, bodi si človeških darovalcev, bodi si živalske. Potem nekaj časa se je propagirala elektrostimulacija. Kot najbolj bizarno, na katero sem naletela, so bile transplantacije testisov. To je bil en ruski kirurg, ki je sicer bolj živel v Franciji, on je najprej poskušal iz človeških darovalcev, ker pa teh seveda ni bilo ravno na pretek, so poskušali to in dejansko nekaj časa izvajali iz šimpanzov, iz primatov, kar je budilo razne strahove nad tem, kaj se bo zgodilo recimo s potencialnimi potomci, tako da to so bile recimo res najbolj, tam je bila res najbolj zanimiva in ne bom naprej, ampak torej kaj pa je bilo tisto, kar se je najbolj uveljavilo v priročnikih, kaj se je ljudem najbolj svetovalo, to je bila zmernost, se pravi, ker vsi seveda niso imeli prilike dostopa do raznih novotarij, zmernost je bila na voljo vsem. Obdobje, ki ga danes, torej ki ga jaz obravnavam
to je tako imenovano higiensko 19. stoletje, je obdobje, ko so družbo res preplavili številni nasveti, moralni poduki, kako si podaljšati življenje, kako utrditi svoje zdravje. To je bila v veliki meri zasluga tega moža, ki je tukaj na sliki, to je bil Christoph Wilhelm Hufeland in njegovih idej o tem, kako si podaljševati življenje. Zdaj moram reči, da Hufeland seveda ni bil tisti, ki si je to idejo izmislil, je pa to znal zanimivo in plastično formulirati. Priročnik je namenil ljudem in ne več intelektualcem, torej tukaj je šlo, napisal je priročnik, ki naj bi se širil med ljudi in ne več, ni bil več zgolj samo predmet salonske debate. Razlagal je, se pravi, to ohranjanje vitalnosti skozi to vitalno energijo, ki naj bi bila odvisna od notranjih in zunanjih dejavnikov. Uporabljajo to metaforo, ki je bila že prej prisotna, o sveči, ki dogoreva. Torej vsak se rodi z nekim potencialom, od vsakega posameznika pa je na to odvisno, kako hitro bo svoje potenciale porabil, ali jih bo zdrževal, ali bo gorel počasi in dolgo, ali bo v hitrem plamenu izgorel v trenutku, ne. Torej, njegova umetnost podaljševanja življenja se ni opirala na kakšen skrivnosten eliksir, ampak torej na previdno izrabo življenjske energije, ki jo je bilo mogoče pospešiti ali upočasniti, ne pa ponovno, torej ko si jo enkrat porabil, ni predvideval več možnosti, da bi si jo lahko na nek način spet povrnil, ne. Torej, ostali avtorji pred njim so recimo priporočali bolj drastično izkoreninjenje različnih odklonov, medtem ko je Hufeland svetoval predvsem zmerno porabo te življenjske moči, recimo izogibanje prevročim kopeljem, ki naj bi vodile v pomehkuženost, reden in krepčilen spanec in samonadzor na vseh področjih. To dietetiko je Hufeland vključil v bistvu je osnoval svojo novo znanstveno disciplino. Hufelandov cilj ni bila ozdravitev, ampak preventiva in dolgoživost. Torej, ni šlo za obrambo pred, ampak za nekaj pozitivnega, torej za nekakšno preventivo, no. Hufeland s svojim delom posega v bistvu na področje morale, ne, se pravi medicina in zdravljenje nista več edina zaslužna za zdravo in dolgo življenje, povsem enako pomembna sta seveda morala in razum, ki naj bi človeka vodila do spoštovanja družbenih pravil. V svojem delu torej poudarja, da je človek v nasprotju z ostalimi živimi bitji sposoben uporabljati razum ter po potrebi pač razmišljati, kako porablja to svojo življenjsko energijo. Torej, stroga moralna drža in dolžina življenja postaneta torej Hufeland ustvari jasno korelacijo med strogo moralno držo in dolžino življenja. Torej, mogoče se je nekdo rodil z dobrimi predispozicijami, pa je na to vse zapravil, ne. Torej, prebivalstvo je bilo treba osvestiti, ga naučiti, ločevati med dobrim in zlim, ne. Poleg že znanih tez o pomenu zmernosti pri hrani, pijači in spolnosti, je Hufeland kot, recimo, to je bila tudi novost pri njemu, veliko pozornosti posvetil opozorilom o prekomerni izrabi intelektualnih moči, o slabih vplivih žalosti, pretiranih skrbi, tesnobe, nevoščljivosti, hipohondrije, ki je ljudi vedno znova gnala v
eksperimentiranje z lastnim telesom, vedno novih poskusov, torej tako da je zelo aktualen, ne, raznih diet, postopkov, ne, on je svaril pred vsemi temi poskusi. Tako da je ljudi spodbujal, da bi živeli čim bolj umirjeno, pomirjeni sami s seboj in svetom, in vsem je svetoval recimo tak dober in miren zakon, ne. Zdaj njegov vpliv je bil jasen tudi na druge pisce, na javno mnenje. Avtorji, ki so ga povzemali, so res številni. Tukaj je bolj cela poplava priročnikov, ki so sledili njegovemu vzoru, tudi v slovenščini. Jih imamo od Karla Robide, Slomška, Vedenika, Simoniča. Tako da Prelog, ki je prevedel to delo v slovenščino, je v bistvu aktualiziral oziroma je dodal še recimo primere iz slovenskega prostora, tako da ne gre za klasičen prevod, ampak za razširjen, nekako predelan prevod. Tako da imamo podatke tudi o ljudeh iz okolice Maribora, kako živijo in tako naprej. Torej, na kaj je torej veljalo paziti, recimo tudi pravilno dihanje, čist zrak, ne, kar je avtomatsko dajalo prednost podeželju pred mestom. Vsem je skupna usmeritev, naj človek sledi naravi, naj ne odganja utrujenosti, recimo s poživili, naj ne priganja telesa s prekomernim delom, naj posluša svoje telo, potem seveda snaga, stanovanja, obleke in tako naprej. Recimo zelo aktualni so nasveti o bosonogi hoji, ne, in o tem, kako krepčilna je hoja z bosimi podplati. Potem o razmerju, kdo naj je meso in komu meso škoduje, razmerje v obroku med mesom in zelenjavo, ne, tako da res, če človek ne bi videl publikacije pred sabo, bi mislil, da bere nekaj zelo sodobnega in aktualnega. Pa potem seveda pijančevanje, požrešnost, kajenje. Zanimivo je, da se avtorji, bolj kot se bližamo 20. stoletju, tudi če povzemajo Hufelanda, že opozarjajo na dejavnike, ki postarajo na videz, ne. To vam lahko povem, da so tolšča, viseč trebuh, posebna navodila dobijo ženske, ki morajo vse več vlagati v lasten izgled, torej ni šlo samo za dejansko stanje, ampak tudi videz postaranosti, ne, česar recimo Hufeland ni tako poudarjal, ne. Zdaj, kar je bilo recimo meni potem zanimivo je, ker recimo vsi ti zdravniki, pisci priročnikov povzemajo njegove ideje, največkrat prevzamejo tudi formo, ne, se pravi delijo na neke teoretične in praktične nasvete, ne, kako dosegati to starost. Analizo na idejni ravni, ne, njegovih tez pa zasledimo res pri vrhunskih intelektualcih tiste dobe, kot sta bila zlasti Leopardi in Kant, ne. Se pravi, kaj mu ona dva v ločenih analizah očitata oziroma kakšno mnenje so takratni intelektualci izražali o teh tezah, ki so se v javnosti tako zelo propagirale. Oba, recimo Kant je recimo izkazoval precejšnje zanimanje za medicino in je bil strog pri spoštovanju racionalnih pravil in zapovedi, ampak je bil recimo skeptičen, ne, ali gre življenje, ali ga je vredno podaljševati, ne. Kakšno življenje naj bi bilo, to naj bi bilo glavno vprašanje, kaj sploh podaljšujemo. Ravno tako Leopardi, ne, on pa sploh v svoji romantični, torej kot romantik, ne,
je bil recimo prepričan, da je življenje tako žalostno in kruto, da ga ne velja podaljševati. Leopardi mu je tako očital, da ne loči med golim obstojem in človeka vrednim življenjem. Ne. Zato naj bi bilo vse to zavzemanje za dolgo življenje zmotno, prava dilema pa naj bi bilo živeti dolgo ali živeti srečno. Ne. Se pravi oboje, ali je oboje sploh izvedljivo. Tako da te različne percepcije so zelo zanimive, mislim, se jim posvečam, tako da to več o tem v prispevku. Ne. Gre pa za eno prepričanje, da pač kvaliteta življenja ni odvisna od števila dni na zemlji, temveč od načina, kako te dni, ki so nam na voljo, izkoristimo. Hufeland je na to odgovarjal z upanjem na boljši jutri, se pravi, dokler obstaja življenje, obstaja tudi trpljenje, vendar tudi upanje na srečo in blagostanje, smrtjo pa se sicer trpljenje in bolečine res da končajo, konec pa je tudi upanja na srečo. Tako da bom, ker verjetno že mi zmanjkuje časa, recimo bom zaključila še z enim odzivom, in sicer pri Malthuju, ki je bil nad tem podaljševanjem življenja po svoje zgrožen, ker naj bi človeštvu bolj kot ne grozila nevarnost prenaseljenosti, ne, se pravi, človek mora umreti in prepustiti prostor drugim, kaj se bo vendar zgodilo, če bi ljudje na neki točki nehali umirati. Tukaj se potem postavijo vprašanja, ki takoj seveda sledijo, ne, se pravi, komu bomo zdaj to življenje podaljšali, ga bomo podaljšali kar vsem, vse povprek, ga bi nekomu skrajšali, zato da ga bomo nekomu drugemu lahko podaljšali, ampak te ideje so bile potem znanilec že neke druge dobe, tako da s tem zaključujem in predajam besedo.